Živijo, dober dan in lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Dobrodošle na okrogli mizi Sprogramirala bom prihodnost. Ura je pravzaprav čas, da začnemo in lepo vas pozdravljam na okrogli mizi. A je mikrofon v redu? Je. Kjer se bomo poskušali na tak ali drugačen način dotakniti žensk v računalništvu, v času študija, v času kariere in govoriti o stereotipih, možnostih in prihodnosti, ki je gotovo svetla. Danes z mano Mojca Ciglarič, Nina Kramac, Heidi Kosednar in Jaz sem Nik Škrlec in imam manjše težave z mikrofonom, to govorim samo zaradi posnetka, ker sumim, da bo potem tudi v posnetku to... Kabel je kriv. A je šel ponov kabel nekdo? Odlično. Potem bom pa izkoristil ta mehek začetek za kratek uminek, potem pa se posvetimo okrogli mizi in še bolj natančno predstavim svoje sogovornice. Sam sem namreč igralec, ki je na začetku izbire srednje šole resno razmišljal o računalništvu. Danes sem igralec, v prostem času pa še vedno veliko svojega interesa usmerjam v računalništvo ali pa v podobne vode. Že takrat so mi učitelji, učiteljice, starši pa mentori govorili, računalništvo je povsod. In danes sem v to prepričan. Za začetek bi vam rad demonstriral eno netipično uporabo računalniškega znanja v področju, ki se morda sploh ne zdi računalniško. Jaz v prostem času počnem različne stvari, med drugim se rad stvari učim na pamet. In ker je zdaj bilo poletje in ker sem precej časa porabil za dopust, sem želel ob začetku nove sezone ponoviti stvari, ki jih znam in jih enostavno vtisniti v svoj spomin. To bi lahko naredil analogno s klasičnimi karticami, jaz pa sem pomislil, da bi bilo dobro, če razvijem eno Python skripto. Natančneje Python skripto za ponavljanje poštnih številk, ker se za hec učim vse poštne številke Slovenije na pamet. Zdaj pa, lahko bi med vami poiskal kakšno poštno številko, ampak to ne bi bilo tako stresno, kot če razkrijem svojo Python kodo pred vsemi izbranimi, predvsem med gostjami omizja, pa tudi med vami, tako da mi dovolite zdaj premierni prikaz kode, ki sem jo ustvaril, samo HDMI kabel bom še potreboval, in njen test. Na ta način bomo tudi videli, z katerih koncev Slovenije ste danes z nami, ker sklepam, da so to različni konci. Takole. Na zaslonu vidite zaenkrat platno. Vsak čas pa bomo zagledali, sem prepričan, Python skripto, ki jo mimogrede nisem razvijal sam, ampak mi jo je pomagala razviti ekipa, ena prijateljica in en prijatelj. Zdaj, če tole deluje, bomo vsak čas zagledali pred nami program, s pomočjo katerega bomo ugotovili, z katerih koncev Slovenije ste vi, jaz ga pa uporabljam za to, da ponavljam poštne številke. Takole. A je kdo tu iz Laškega? A res? Wow, super. Poštna številka Laškega je 3270, je? Da vidimo, če to potrdi tudi program. Je. A je kdo tu iz Gornjega Gradu? Nikogar iz Gornjega Gradu? Dobro. Če vas zanima, poštna številka Gornjega Gradu je 3342, se mi zdi. Ja. A je kdo tu iz Bistrice ob Dravi? Nikogar. Dobro. Poštna številka Bistrice ob Dravi je po mojem 3245. Ne, 2345. Blizu. Kaj pa iz Loč? Ne. Bomo šli kar naprej, da najdemo še ena. Iz Ptuja? Zračunal sem verjetnost, če povem 7 poštnih številk, je verjetnost, da je vsaj eden v dvorani iz poštne številke, ki jo omenim, tako da mislim, da smo jo že izkoristili z Laškim. Poštna številka Ptuja je 2250. Bohinjsko jezero? Ne. Ok, zdaj tale moj program malo propada. Martjanci? Ne. Rateče? Ok, pa gremo v drugo smer. Duplje? Ne. Dajte vi povedati eno obskurno poštno številko. Log Dragomer. To pa se upravičujem, spoštovana sogovornica, ni uradna poštna številka za naslavljanje, jaz sem ta program, morate mi dati točen v nos. A je neka nadpošta ali pa nekaj tazga? Log pri Brezovici pa ja, to pa ja. Mislim, da je poštna številka loga pri Brezovici 1358 ali pa 51? Je, 58, dobro. Okay. A imamo še kakšno poštno številko? Dajte, kdo je od najbolj oddaljenega kraja v Sloveniji tu?
po vaši presoji? A je kdo iz Primorske? Ne? Aha. Koper je res prelahko, se strinjam. To je 6000. Pa še nekdo je dvignil roko? Ilirska Bistrica ali Ilirska Bistrica Trnovo? Ilirska Bistrica. Dobro, 6250. Okay. Ne bomo nadaljevali, ker bi bila to potem okrogla miza v geografiji. Sem pa samo z vami želel deliti svojo skripto, na katero sem v resnici od vsega najbolj ponosen. S pomočjo te skripte ponavljam te cifre, zato da jih pač lahko vzdržujem v spominu, čeprav ne vem, zakaj bi kdo v življenju to hotel. Zdaj jo lahko zapremo, jaz vrnem HDMI kabel. Potem pa lahko začnemo z okroglo mizo. Simona, vsak čas vas bom prosil, da pokomentirate mojo Python skripto, sam dajem vam vnaprejšnje opozorilo, najprej pa bi rad predstavil vse sogovornice. Simona Kek, ki sem jo že omenil, je ta hip Python razvijalka v podjetju Predict Leads, kar je tudi relativno svež položaj zanjo, predtem je delala v podjetju Outbrain ter GENI. Je tudi soustanoviteljica kluba ADA, in se posveča mentorstvu in organizaciji izobraževalnih dogodkov, delavnic ter predavanj na področju računalništva. Njen cilj je olajšati prehod mladih inženirk iz študijskega okolja v profesionalno kariero in bila je tudi kandidatka za inženirko leta 2023. Naslednja v omizju je Heidi Kosednar, prav tako alumna FRI, ki je zaključila univerzitetni študij računalništva in informatike, smer programska oprema. Svojo kariero je razvijala kot razvojna sodelavka v skupini za e-zdravje na NIJZ, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, danes pa je predstojnica Centra za informatiko v zdravstvu NIJZ. Naslednja v omizju je Nina Krmac, prav tako je študij zaključila na FRI in računalništvo jo je od nekdaj fasciniralo. V enem intervjuju ste dejali, da ste že v 5. razredu napovedali, da boste študirali prav to področje, tako da ste očitno tudi preroški. Danes pa Nina Krmac dela v podjetju Sandoz Lek, njena kariera pri tem pa je bila razvejana. Bila je tudi kandidatka za inženirko leta 2023. In, prosim? Tudi Simona, tudi to sem povedal. Ja, upam da, če ne lahko zaženem še eno skripto na hitro. Mislim, da sem. Še zadnja naša sogovornica pa je Mojca Ciglarič, predavateljica, raziskovalka in dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko, ki jo radovednost vodi v raziskovanje širokega polja prepletenih dejavnosti. Kot mlada raziskovalka je dobila delo asistentke in pot do doktorata ter s tem povezano znanstveno delo sta bila zanjo logična posledica oziroma nekakšen naravni razvoj. Pravi, da njeno delo ni zgolj znanstveno, zanjo raziskovanje pomeni tudi dopolnitev pedagoškega dela, zato jo zanima tudi raziskovanje različnih pedagoških metod. Lepo pozdravljene, hvala, da ste se mi pridružile in da sem lahko med vami. Zdaj pa bi rad na hitro dobil eno kratko oceno moje Python skripte. Simona, lahko zato prosim vas? Oziroma ne, da vas ne bom... A vidite, kakšen potencial v tej skripti? Videla sem jo mogoče za 3 sekunde. Ampak izgleda zelo lepo urejena, dokumentirana, super, odlično. 5, oziroma ne, 10. Mislim, da je moj nivo bolj osnovnošolski, tako da bom kar sprejel 5. A pa nam lahko zdaj opišete področje, na katerem trenutno delujete v podjetju, ki sem ga omenil, in kaj vas je pritegnilo k vlogi Python razvijalke? V bistvu uradno začnem šele naslednji teden, tako da je čist novo. Pač moje delo bo obsegalo, se pravi, branje spletnih strani pač s pomočjo programske opreme, skrb za pretok podatkov iz teh spletnih strani na bazo in tako naprej, se pravi nek software development. Predtem pa sem bila 5 let podatkovna znanstvenica, tako da je zdaj to čist neki drugega. Pritegnilo me je pa pri tem podjetju to, da delajo precej tehnološko dovršene stvari, to, da ponujajo delo od doma, da je ekipa relativno mlada in tako, da se nekako spodbujamo in drugega navdušujemo. Je sicer na področju dela v računalništvu in informatiki po vašem mnenju več fleksibilnosti v oblikah dela ali pa so delodajalci pripravljeni razmišljati izven okvirjev ali ne? Ja, definitivno bi to rekla. Glih prej sem se pogovarjala z eno prijateljico, da imamo mi v tehnološkem svetu čisto drugačno percepcijo razmerja delodajalec-delavec, kot imajo v bistvu v drugih panogah. Mi, ki smo tako nekako
IT kader je precej iskan in je to, ko mi neko službo iščemo, mi iščemo tudi kakšni so ljudje tam, v bistvu je to nek vzajemno razmerje, ne? Medtem ko mogoče v drugih panogah je predvsem delavec pač mora biti vesel, da dela v tistem podjetju, je pač nekako tak podrejen položaj delavca. Če sem v redu povedala. Tako da ja, definitivno veliko več fleksibilnosti, tudi kar se tiče dela od doma ali pa v bistvu delavnika, ni nekih takih strogih ur, kdaj moraš začeti, kdaj tako končati, tako precej raznoliko. Super, hvala. Heidi, lahko vas prosim za tisti mikrofon, da bomo imeli logistično malo lajšano delo? Hvala. Se sliši? Vse. Kakšno pa je vaše delo? Kaj delate kot predstojnica Centra za informatiko v zdravstvu na NIJZ in katera področja informatike so vam najbližje? Torej, Center za informatiko v zdravstvu na NIJZ se ukvarja z zdravstveno informatiko. Morda veste, da je glavna naloga na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje skrb za javno zdravje. Zdaj, za tiste, ki ne veste, kaj je to javno zdravje, to so vsi napori združbe za krepitev, ohranjanje zdravja in za podaljševanje življenja. In v zvezi s to nalogo je povezanih enih kup informacijskih digitalnih rešitev. Ena od teh rešitev, ki jo pa zagotovo poznate, pa morda ne veste, da mi skrbimo za njo, je e-zdravje, oziroma to je skupek rešitev, ki omogočajo delavcem v zdravstvu in pacientom dostop do pacientovih zdravstvenih podatkov. Zagotovo ste kdaj uporabljali e-naročanje ali e-recept ali portal ZVEM. To so samo nekatere rešitve, za katere skrbimo na našem centru. Od predstojnica sem od 1. avgusta, tako da jaz sem tudi tako na sveže, tako kot moje sogovornice tukaj. Do takrat sem pa skrbela konkretno za posamezne rešitve e-zdravja, sem bila skrbnica rešitev. To pomeni, da sem sodelovala dnevno z vzdrževalci rešitve, reševala napake, skrbela, da rešitev gladko teče. Tako. Zdaj, če civilist sliši, naprimer e-zdravje ali pa e-recept, najbrž za tem ni samo en človek, si predstavljam, in je to delo zapleteno in razvejano. Kako pa potem izgleda, naprimer, vaš tipičen delovni dan? Torej, jaz sem tako priklenjena na ta telefon, tako kot vsi ostali, se mi zdi. In zelo pogosto prebiram tudi elektronsko pošto kar na telefonu, torej doma že na hitro pogledam, kaj me čaka tisti dan, a so kakšne nujne zadeve, tako da že doma pravzaprav na telefonu na hitro pogledam. Potem pa me čakajo ponavadi kakšni sestanki ali kakšni interni sestanki ali pa z zunanjimi deležniki. Torej, moje delo obsega sodelovanje in z ministrstvom in z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in z raznimi drugimi deležniki. Tako da po temu delu, recimo, ko te sestanke dam skozi, potem pa delam na kakšnih strateških dokumentih, planih, načrtih, poročilih, specifikacijah, raznoraznih informacijskih rešitev in podobno. Kako pa bi rekli, da je študij vplival na vaše delo danes, oziroma katera znanja iz študija še vedno uporabljate, katera znanja pa ste pridobili kasneje ali pa jih še vedno pridobivate? Mislim, da je zelo zanimivo, da se je pokazalo, da so zelo pomembne neke mehke veščine. Torej, ne samo tisto tehnično znanje, ki mi ga je dal študij na Fakulteti za računalništvo, ampak mehke veščine, kako potem ta znanja uporabljati. Torej, veščine pogajanja, veščine vodenja, veščine analize, komunikacije. To se mi zdi zelo pomembno, torej to pridobivam še vedno. Mislim, da mi je pa študij dal tisto osnovo, neko širino, vpogled v celotno področje, tako da se ne ustrašim nekih novih izzivov, novih rešitev, ampak jim znam pristopiti na pravi način. Hvala. Simona, a je klub ADA namenjen tudi krepitvi mehkih veščin, oziroma kako se vam zdi, da lahko delovanje, povezovanje vpliva tudi na rast kariere potem, a ima kakšen vpliv na to, lahko spodbujate tudi razvoj
ali delate samo na prehodu iz študija potem v kariero? Ne, definitivno ne. Se mi zdi, da v klubu ADA nekako pokrivamo vse te mogoče manjke, ki smo jih videli, da jih nismo nekako se dotaknili v šolstvu. Se pravi, pogovarjamo se o tem, kako se pogajamo, kako v bistvu sploh pristopimo k intervjujanju za službo ali pa mogoče kako se spopadamo s kakšnimi neprijetnimi situacijami v kateremkoli okolju, pač kot ženska v nekem moškem okolju. Spoznavamo različne karierne poti, spoznavamo se med sabo, to so študentke, že zaposlene med sabo, vse vmes in tako naprej, tiste, ki jih sam zanima računalništvo, pa nekaj čist drugega delajo ali pa študirajo. In to lahko, ne samo to, da se že med faksom potem one lahko povezujejo, pa si pomagajo pri nalogah, pri učenju ali pa karkoli, ampak tudi potem ostanejo v stikih, skupaj kaj naredijo, skupaj ustanovijo podjetje, ne vem, ali pa so sam sodelavke, pa se pač podpirajo na tak način. Tako da ja. Klub ADA je torej klub, v katerem ste ženske, ki delujete na področju tehnologije računalništva? Tako ja. Koliko časa pa že obstaja? 2 leti obstajamo, zdaj se ravno začenja naša tretja sezona. Ko smo delali ta pregled preteklih let, smo opazili, da smo imeli eksponentno rast od prvega leta do drugega leta delovanja, kar nas ful veseli. Veliko več punc smo se nekako uspeli dotakniti, tudi tiste, ki so že zaposlene, ker tudi ko si že zaposlen, še ne pomeni, da ti je pa že ratal ali pa se počutiš, kot da ti je že ratal. Še zmeraj rabiš to podporo in se mi trudimo pol to z našim delovanjem podpreti. V računalništvu je vse eksponentno. Ves čas ali razvoj aplikacij ali pa zgodbe, morda kakšnih rešitev, veliko krat potekajo eksponentno, kar naenkrat se en majhen trud ali pa velik trud lahko eksponentno razširi, se mi zdi, tudi v povezovanju ali pa v medosebnih povezavah. Všeč pa mi je tudi, da ste na nek način obe sogovornici relativno novi na položaju, ki ga zavzemata, in zdi se mi, da je to ena od lastnosti dela v računalništvu. Mislim, da ste bolj pogumne za prehode, morda celo horizontalno ali pa vertikalno, in da prav zaradi te iskanosti imate kdaj več možnosti za osvežitev kariere. In s tem bi se rad premaknil naprej tudi do Nine, ki je prav tako na svojem položaju ne tako dolgo, mesec, 2 tedna? Ja, od 1. septembra v bistvu. Zdaj delate v podjetju Lek. Tako je. A nam lahko najprej opišete svoje delovno mesto, področje, ki ga upravljate, in morda kakšna je povezava tega področja s tem, kar ste študirali? V bistvu mi imamo pač IT nekako razdeljen po področjih in konkretno moje delovno mesto skrbi za tiste, ki delajo v razvojnih centrih oziroma po domače povedano laboratorijih. Tako da mi podpiramo, ustvarjamo rešitve, spremembe, karkoli že pač potrebujejo iz področja računalništva, zato da lahko lažje opravljajo svoje delo pri raziskovanju bodisi novih zdravil, novih postopkov, pač karkoli že počnejo pri svojem razvoju. To je delo moje skupine, sicer pa sodelujemo tesno tudi pač z drugimi skupinami, ki naprimer pri uvajanju bolj splošnih rešitev, ki jih pač več različnih ljudi uporablja, s tistimi, ki podpirajo druga področja. Torej jaz lahko, če delam v laboratoriju, potrkam vam na vrata in rečem, potrebujem eno zadevo, ki mi bo pomagala obdelati vse te podatke ali pa ki mi bo pomagala razvijati rešitev naprej, in vi jo potem iz nič lahko naredite. Pač potem evalviramo možnosti, bodisi ali kupimo nek software, ki že obstaja na trgu, ki podpira točno določeno funkcijo, lahko ga tudi gremo razviti iz nule, lahko gre pač samo za neko spremembo oziroma z neko, ne vem, že obstajajo neka orodja, ki počnejo 2 različne stvari, pa treba to, ne vem, agregirati podatke ali karkoli na to temo. Predtem ste bili več kot 10 let na drugem delovnem mestu. Drži. Zakaj ste se odločili za menjavo? Prej sem bila 13 let na A1 Sloveniji, oziroma predtem je bil še Simobil, to tranzicijo smo dali skozi tekom mojega časa pri njih.
Zdaj, kot smo že omenjali tekom tega pogovora, v tej panogi je pač precej možnosti, ne? Tako da pač mi si lahko veliko bolj prosto izbiramo svoja delovna mesta, karierno pot in tako naprej. Večkrat nam je ponujeno nekaj, kar je morda zanimivo. Veliko krat se reče, da naj bi zamenjal službo na vsakih 5-7 let, kaj takega. Jaz sem pač prekosila to ene parkrat in ustrajala toliko časa v enem in istem podjetju. Sicer sem zamenjala pozicije znotraj tega in področje in tako naprej, ampak pač še vedno v istem podjetju. Zdaj, računalništvo je taka zelo široka stvar, ki je sploh, če delaš v nekem podjetju, ki je, A1 je tudi visokotehnološko podjetje, konec koncev se ukvarja s telefonijo, LEK pač z farmacijo, oboje visokotehnološka podjetja, tako da pač nekih izzivov, da bi zmanjkalo dela ali karkoli, mislim, da se ne bi moglo zgoditi ne pri enem, ne pri drugem. Vseeno pa vsake toliko človek rabi mogoče tako malo svežitve, malo da je vrženo nekaj novega, kar jaz zdaj sicer znam razložiti, kaj mi počnemo in kaj je moja naloga, ampak v praksi pač nič od tega še nisem v resnici naredila. Tako da pač, ko si vržen v neko novo tako pozicijo, tudi če je zelo tesno primerljivo s tem, kar si počel prej, je to vedno neko obdobje uvajanja, spoznavanja in ljudi, in procesov, in vsebine in tako naprej. In mislim, da vsi rabimo na vsake toliko pač ta nek nov zagon in ne biti toliko, dajmo reči temu, komot na tistem, kar počnemo. Ker na A1 sem bila jaz že tako domača, so me ljudje vprašali, kaj jaz tam počnem, sem veliko krat odgovorila, da sem hodeča enciklopedija, torej ko nekdo nekaj rabi, pač sem jaz relativno pravi naslov in bom, če že ne vem direktnega odgovora, vem, kje to najti ali pa kako do tega priti. Na neki točki se preveč odomačiš in rabiš potem nove izzive. Ja, ta miselnost je zelo zanimiva in mislim, da postaja del poklicev na širšem področju, ne? Morda pa ste v računalništvu ali pa v tehnologiji ravno zaradi narave dela temu še bolj naklonjeni ali pa se lažje znajdete v različnih vlogah. Tako, mislim, marsikje drugje, tudi če bi na primer nekdo prišel do te točke, da bi potreboval nek nov izziv, ni nujno, da se pojavi neka priložnost, kjer bi lahko rekel, ok, grem nekam drugam, pa je to nekaj, kar mi res ustreza in kar sem zbral tudi jaz zdaj. Na primer ob tem prehodu iz A1 na LEK nisem šla zato, ker bi rabila novo službo. Pač pojavilo se je nekaj, kar se mi je zdelo zanimivo. Najbrž ne ve, sicer javna informacija, ampak pač se javnost ne ukvarja toliko s tem. LEK je član skupine Sando, ki je bil prej samo divizija Novartisa, sedaj se pa te dve podjetji ločujeta in ogromno stvari postavlja na novo in na sveže. In je pač to bila taka priložnost biti del neke velike zgodbe in se ustvarjati neko veliko zgodbo, zato sem pač se tudi na to prijavila in se za to odločila in na srečo sem bila tu izbrana. Nisem pa, ne vem, imela nekih 5 variant, pa da bi med tem izbirala, pač specifično sem si želela pač nečesa takega in na srečo se mi je to tudi izpolnilo. Marsikje drugje pa pač te možnosti ni, tako da pač potem se redko odločajo ljudje, da bi zamenjali svojo karierno pot, če na drugi strani ni nečesa, ki bi vsaj približno toliko ti ustrezalo, kot tam, kjer si trenutno. Hvala. Mojca, vi kot raziskovalka, predavateljica in dekanja fakultete, ki nas danes tudi gosti, se pravi Fakultete za računalništvo in informatiko, delujete na širokem področju računalništva. Kaj bi rekla, da so vaše glavne raziskovalne in glavne pedagoške dejavnosti in a se med sabo dopolnjujejo? Ja, bom na koncu začela. Najprej pravzaprav dobrodošli vsi tukaj na Friju, vse tukaj na Friju. Sem zelo vesela, da se vas je toliko zbrali. Zdaj, ja, tudi kot dekanja seveda imam še pedagoške in raziskovalne obremenitve. Pedagoško v bistvu 2 predmeta, računalniške komunikacije in komunikacijski protokoli. To so področja, na katerih sem tudi začela že svojo prvo zaposlitvijo na Friju kot mlada raziskovalka. Tako moji interesi se pa seveda tekom let, tekom v bistvu razvoja se spreminjajo, tako da ni to več glavni interes, zdaj me zanimajo bolj tudi pač kot dekanja, ko gledam, kako se razlikuje poučevanje različnih predmetov, različnih kolegov na Friju, me zanimajo tudi metode poučevanja, kako približati računalništvo, kako približati vsebine študentom, se pravi, to je en vidik. Drug vidik, ki je pa mogoče malo bolj strokoven, se pravi na področje vezan, so pa trajnostne vsebine. Vemo, da trajnost je danes zelo taka beseda, ki jo pogosto slišimo, ki je tudi pogosto zlorabljena, ampak vseeno na računalništvu je veliko v bistvu enih točk,
računalniških enih vidikov, kjer lahko na to opozarjamo študente, kjer lahko študente tudi vzgajamo, da razmišljajo majhen bolj trajnostno. Se pravi, recimo, bom kakšen primer povedala, a znate narediti program tako, da bo čim manj elektrike porabil, pa še vedno vse poštne številke vedel. A se da tega vašega kaj boljši narediti, da bo manj elektrike porabil, pa mogoče še hitreje delal. Ponovadi je tako, da če ga znate narediti, da hitro dela, bo tudi manj elektrike porabil. Ni pa nujno, ne. To je zelo en tak banalen primer, ampak to se da na zelo veliko področji računalništva navezati. Recimo danes, ko tako veliko govorimo o umetni inteligenci, pa o GPU-jih, pa o visoko zmogljivem računalništvu, vemo tudi, da je to del računalništva, ki porabi zelo veliko električne energije. Nevronske mreže, ki se učijo, ogromen energije porabijo. Za eno poizvedbo v ChatGPT-ju, ne vem, koliko časa mora delati ena elektrarna, da se je mreža lahko to naučila, da vam ChatGPT vrne 3 vrstice. Tega se ne zavedamo, pa bi bilo fajn, da bi se. Danes vas bom dojemal kot predstavnico akademske poti v računalništvu. Zato me zanima, kako bi vi opredelili glavne izzive na tej vaši poti? Na poti do dekanje ali sedaj pri svojem delu? Mislim, da lahko razmišljamo, eno je pot do dekanje, ki morda ni najbolj pogosta. Ja, tudi to nikoli ni bil moj cilj, to je kar tako prišlo, a ne. Kaj pa sicer, kako ste kariero razvijali od dela mlade raziskovalke naprej? Jaz mislim, da je v bistvu, ampak to velja za celo akademsko okolje, ni samo za računalništvo. Mislim, da je tle ženski vidik precej drugačen kot pri moških, a ne, se pravi, pri ženskah je potrebno to akademsko kariero usklajevati z družino. Bistveno bolj kot pri moških, čeprav danes pri mlajših generacijah vidim, da pač fantje tudi bolj prevzemajo in starševske vloge, tudi Lukašen gre na porodniško, a ne, tukaj na Friju. Je pa še vedno bistveno manj tega kot pri ženskah. Akademska kariera drugače, tipičen potek je, da pač po magisteriju pišeš doktorat, začneš bodisi kot raziskovalka ali pa kot asistentka, tudi kot raziskovalka, slej ko prej kakšne vaje pobereš, pa malo tudi v tem pedagoškem smislu, a ne, napreduješ. Potem po doktoratu je treba, oziroma že prej, že med doktorskim študijem je treba članke objavljati v čim boljših znanstvenih revijah, čim bolj odmevni morajo biti, se pravi, citate morajo imeti, ne. Teh člankov je po možnosti rajš več kot manj, ne. Potem je treba delati na raziskovalnih projektih, v bistvu začeti tudi z razvojem kariere pridobivati raziskovalne projekte, kar pomeni pisati vloge na razpise in potem te so tipično imajo, ne vem, 5 do 10% uspešnost, kar pomeni, da se je treba tudi soočati s temi zavrnitvami in ustrajati in ponovno vloge pisati. Tako da to so nekaki izzivi, no. Kot pravim, po tej človeški plati je pa predvsem to usklajevanje družine in akademskega dela, ki ni od 8 do 4, ampak je pogosto čez cel dan, pa še vikendi, a ne, zelo taki so. Včasih je pa tako zelo udobno tudi, seveda, ne. Kakor si narediš sam, no, ampak ni predvidljivo, ni tako dobro strukturirano, ne. Pa seveda tudi to, da je okolje pretežno moško in sploh na začetku kariere sem se dosti srečevala s takim odnosom strani zlasti starejših profesorjev takrat, ki so se potem na srečah malo upokojili, pač takim malo pokroviteljskim ali pa z izrazito pač bolj moškim naklonjenim, no. Zdaj ne bi pogrevala vsega, kaj je kdo kdaj rekel, ampak mislim, da tle do danes so se stvari precej izboljšale, ampak še vedno se to opazi, a ne, še vedno ni čisto enak odnos. Jaz pa bi kaj pogrel, sploh v drugem delu, zato ker se mi zdi dobro, da dam, v bistvu, da konkretno govorimo o stvareh. Poleg tega pa mi je všeč tudi vaš optimizem, ali pa ga zaznavam tudi pri sebi, optimizem tega, kako mlajše generacije drugače dojemamo in vlogo spolov pri grajenju družine, kariere in vlogo mogoče družine kot celice v kariernem razvoju obeh posameznikov, ne. Na drugi strani bi zdaj vprašanje postavil še Simoni in vas prosil za podobno opredelitev svoje kariere, razen, če ima, sem mislil, da ste izrazili željo, da bi vi še nekaj povedali. Torej, kako pa je potekal razvoj vaše kariere v področjih, v širini področji in v načinih dela, ker ste zamenjali vsaj 3 službe, če se ne motim? Ja, se pravi, bom kar začela še iz srednje šole. Hodila sem na splošno gimnazijo Novo mesto, kjer smo imeli samo 1 leto
nek predmet informatika, kjer smo se učili v Excelu. Ne bom rekla, da me je to zdaj ful navdušilo za študij računalništva, to je bilo že odprej nekako v meni, ampak kar sem hotela s tem povedati, je, da sem se upisala na FRI brez nekega predhodnega znanja računalništva. In to tudi je pomenilo, da sem mogoče malo dlje časa rabila, da sem ugotovila, kaj v bistvu me na tem področju zanima. In ko sem v bistvu zaključila študij, dobila prvo službo, sem mogoče skočila na neko prvo stvar, ki mi je bila ponujena. In sem s časom ugotovila, da mi to mogoče ne ustreza, da me nekaj drugega bolj zanima. In sem iz področja analitike prešla na področje podatkovne znanosti znotraj istega podjetja in potem sem tam to delo opravljala nekaj časa in sem si zaželela malo več nekih tehnološko zahtevnejših izzivov. In zato sem potem menjala službo na Outbrain. Tako da tam je zelo tehnološko pač dovršena zadeva, zelo veliko enih podrobnosti, zelo visoka tveganja. Potem sem si pa po 2 letih zaželela mogoče malo več prilagodljivosti v zasebnem življenju, hkrati tudi še vedno nekako tehnološko zahtevne stvari za početi, ker me to zanima. Tako da sem se zdaj zaposlila pri podjetju Prediktljice, zaradi tega, ker pač omogoča več fleksibilnosti, delo od doma, manjša ekipa in tako naprej. Tako da, ko sem menjavala področje ali pa službe, sem gledala ali to, da me bo nekako tehnološko zanimalo, ali pa da bom jaz kot inženirka lahko rastla, pridobivala nova znanja in širino in globino, pa tudi to, da bom lahko imela neko življenje še svoje ob tem, da mi ne bo zdaj služba pojedla celega mojega časa. Ja, tudi to mislim, da je prioriteta, ne vem, če govorim za vse, ampak govorim zase, da danes mladi veliko bolj razmišljamo o razmerju med delom in prostim časom ali pa življenjem in da je to velik faktor tudi pri odločanju, ja, lahko za karierni razvoj. Tale prvi del bi rad zaključil z vprašanjem, ki ste nam ga že poslali na slajdo, tako da hvala. Je tamle prišlo? Ker ste se tako nasmejali, sem mislil, da... Ok, vprašanje pa je naslednje, je odprto za vse, če ima katera odgovor, potem naj pove, sicer pa bomo videli, kako se debata razvija naprej. Ali ste pri iskanju delovnega mesta, srečali z delodajalci, ki so dvomili v vas zaradi vašega spola in če ja, kako ste na to reagirali? Najbrž ni nujno, da so to delodajalci, pri katerih ste bili zaposleni, morda tudi na kakšnih razgovorih ali pa v področju. Ste kdaj naleteli na trenutke, ko bi kdo dvomil v vašo sposobnost zaradi vašega spola? Aha. Jaz imam mogoče mogoče je bila bolj sposobnost opravljanja dela, zato ker sem ženska in bom nekega dne hotela imeti otroke, ali če že imam otroke, koliko otrok hoče imeti, kako bom to furala, če bom imela delovno mesto v Ljubljani, ker jaz sem iz Novega mesta in je bilo tako, ker vrtanje v to otroci, kdaj, zakaj, kako. Kako pa se potem s tem lahko soočim kot nekdo, ki je na položaju recimo izpraševan, tistega, ki ga izprašujejo, spravi na vašem položaju? Ne vem, jaz sem tako zgrožena, da sem pač kar rekla, da nočem več nadaljevati s tem procesom, da če imajo tak način, da lahko rajš koga drugega zaposlijo. Mislim, da je to pogosto na večjih področjih, v bistvu spraševanje ali pa poizvedovanje v resnici zasebnih odločitvah. Tako da super, da se to izpostavlja. Mojca je dvignila roko. Pa Nina tudi potem, če se ne motim. Ja. Jaz sem želela komentirati v bistvu bolj z vidika delodajalca. Jaz se ukvarjam tudi z zaposlovanjem na FRI-ju in delodajalec potencialen vas teh stvari sploh ne sme vprašati. Ja. Če vas to vpraša, se ne želite tam zaposliti. Diplomantke računalništva ali pa magistrice, to je toliko iskan kader, da vi greste lahko praktično kamorkoli in vam ni treba na take kompromise in na take delodajalce s tako nizko stopnjo etičnosti pristati. Super odgovor, hvala.
Jaz sem hotela povedati, da sicer v procesu zaposlovanja nisem nikoli naletela na kaj takega, pa v bistvu lahko še dodam, da jaz sem se zaposlila pri svojem prejšnjem delodajalcu ravno pač v takih letih, kjer je bilo to aktualno, in ko sem prvič šla na porodniško in sem to povedala svojemu šefu, da bom pač 1 leto ne bo, sem bila zelo živčna pred tem, da moram to obelodaniti, in njegov odziv na to je bil, da kako so računali na to in da to je popolnoma normalno, da bo oni že vse to zrihtali in da me vse čakalo na mesto, ko grem nazaj, in so bili zelo tako, pač, in to je ta pristop in princip, ki si ga želite, ko spoznavate svoje bodoče šefe. Se mi je pa večkrat kaj podobnega zgodilo v smislu dvoma v možnosti opravljanja dela, po kakšnih drugih primerih, na razgovorih nikoli, moram reči, kjer pač vedno moraš se, ne vem, ali pri kakšnih obiskih, ali pri kakšnih predavanjih, ali ko s kakšnimi zunanjimi partnerji, recimo, kjer se je velikokrat zgodilo, če smo že rekli, da moramo iti na konkretne primere, da ne vem, sem jaz kakšne kolege vzela sabo, ne vem, enkrat se mi je zgodilo, da sem nekoga ravno uvajala in sem ga vzela sabo pač na neko predavanje, zato da ne bi mi bilo treba 2-krat razlagati, pa da je poslušal zraven, in so pač ti naši obiski, ki so prišli, so pač čas njega gledali, pa čakali, kaj jim bo povedal, tako vse do konca. Čeprav sem jaz sem se zmenila z njimi za obisk in jaz sem jim odpovedala vse skupaj, in šele čisto na koncu, ko so imeli že vprašanje in sem še naprej samo jaz odgovarjala na to, so nekako preklopili končno na to, da sem jaz njihov sogovornik. Tako da pač take stvari so še vedno relativno pogoste, tu je leta 2024, in vse, kar pač lahko narediš, če je vprašanje, kako se s tem soočamo, je, da pač ustrajaš pri tem, prej ali slej pač se dokažeš svoje sposobnosti, in kot te enkrat sprejmejo, to tako ostane in vedno zaupajate. A je morda tudi v tem primeru bil ta odnos povezan z razliko v generacijah, ali to ni nujno? V tem konkretnem primeru smo bili dokaj sorodna generacija, tako da najbrž to ni igralo vloge. So pa tudi generacijske pač ti predsodki, ne glede na spol, so pač tudi prisotni, kjer je mogoče to malo bolj upravičeno, ker nekako pričakuješ nekoga, ki je starejši, da ima več izkušenj. Ni to vedno nujno res, in v takem primeru tudi pač ni druge, kot preprosto odigrati svojo vlogo do konca in se predstaviti pravilno in se dokazati. Super, hvala. Hajdi, še vi ste. Pa naj še jaz dodam, torej, tako kot smo slišali, informatika oziroma informacijske znanosti, mislim, da res ne diskriminira po spolu in da imamo vse krasne možnosti za svojo poklicno pot. Jaz konkretno delam v zdravstvu, kjer je morda, so te predsodki zelo močni. Torej, določena področja v zdravstvu so nekako rezervirana za moške, ne? In tam imajo ženske še veliko dela, da bodo premagale te predsodke in da bodo uspešne tudi na teh področjih, ki so nekako trenutno v zdravstvu rezervirane samo za moške. Ja, ampak mislim, da je pot, ki jo ves čas zdaj odpiramo, vedno dobra, če poteka čez ozaveščanje, čez opažanje tega in potem premagovanje lahko predsodkov ali pa tudi neenakosti na delovnem mestu ali pa v življenju. Vašo iztočnico bi izkoristil, da vržemo žogico v dvorano in vas prosimo za vaše sodelovanje, še vedno digitalno. Nekaj vprašanj imamo pripravljenih za vas, ki bodo tudi naše iztočnice za pogovor v drugem delu. Prehajamo v Mentimeter, če se ne motim, in če poznate to orodje, potem veste, da se pridružite tej prezentaciji preko QR kode. Tako da vas prosim za malo digitalne aktivacije. Par vprašanj imamo za vas, nekatera so povezana z vašim trenutnim položajem ali pa z vašim razmišljanjem v smeri računalništva, potem pa bomo prišli tudi do stereotipe, s katerimi se morda že srečujete ali pa ne. Vi nam boste povedale. A ste se večinoma že priključile? Ne, še nekaj telefonov vidim, bom še malo počakal. Zdaj pa mislim, da lahko počasi začnemo z našim prvim sklopom trditev. Povejte, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Moja mama meni, da sem računalniški genij. Izklopim in vklopim router in vse spet magično deluje.
Ja ali ne? Druga trditev, v prostem času se učim programirati. Tretja trditev, menim, da potrebuje študij in kariera na področju računalništva večjo žensko zastopanost. Drsnik vidite med sploh se ne strinjam in popolnoma se strinjam, mi bomo pa zdaj z radovednostjo opazovali vaše rezultate. Wow, kaj? Ne. Prosim, ne deluje? Aha. A si drznemo morda potem to izpeljati analogno? Ravno na začetku sva s Heidi govorila, kakšna past je popolne digitalizacije, ker potem, ko nekaj zataji, vse pade dol. Ampak na srečo smo v istem... Aha, zdaj pa se vračamo, ali ne? Veste kaj, a lahko to izvedemo z dvigom rok? Kdo bi zase rekel, da zanj sorodniki, starši trdijo, da je računalniški genij, ker pozna neke enostavne računalniška opravila? Naj dvigne roko? Ok. To je torej resetiranje routerja, super. Kdo se v prostem času uči programirati? Zdaj so v bistvu vse tehnično gledano. Ok. Kdo meni, da potrebuje študij in kariera na področju računalništva večjo žensko zastopanost? Ok. Tako, aplavz za zadnjo trditev. Gremo pogledati nadaljevanje. Aha, tukaj bi bilo pa super, če usposobimo. Mentimeter? Ja. Aha, tako. Super, se pravi, malo manj hitra pot bo, če greste na menti.com in unesete tole kodo mimo grede, a ne, zadnja številka ni nobena poštna številka, 8223, lahko bi pa bila. Otočec je 8222, mislim pa, da 8223 ni. Ali je Šentjernej? Ne. Ne, Šentjernej bo pa 8310. Mislim, da. Ok. Aha, super, imamo kar nekaj področji. Podatkovna znanost, administracija, IT administracija, umetna inteligenca je kar zastopana, ustvarjanje igric, robotika, strojno učenje. A super, zdaj pa dobivamo kar nekaj vaših odzivov. Že čez 33 bomo vsak čas, ja, 40. Zaenkrat umetna inteligenca je najbolj močno zastopana. Bioinformatika, software development, back-end programming, grafično oblikovanje, medijsko oblikovanje, informatika, strojno učenje, aha, super. Tam imamo en del razvoja, aplikacij spletnih strani, omrežna varnost. Super. Tole bom izkoristil za eno majhno podvprašanje. Simona, vi ste rekli analitika pa podatkovne baze, če se ne motim. Podatkovna znanost. Kakšna je razlika med temi dvemi področji? Imam tole mikrofon. Kaj je bilo? Kakšna je razlika med analitiko in podatkovno znanost? Analitika mogoče ni toliko veliko programiranja, tam je bolj pridobivaš stvari iz podatkovne baze in jih probaš z SQL-om obračati ali pa narediti iz njih kakšno tako orodje. Medtem ko podatkovna znanost bi rekla, da je bolj izluščati iz podatkov nekaj, kar ne vidiš, kar ni najbolj očitno, se pravi ali s kakšnimi napovednimi modeli, nevronskimi mrežami ali pa s kakšno drugačno poglobljeno analizo podatkov. Super, hvala. Glede na to, da je zvezda teh odzivov zaenkrat umetna inteligenca, imam še vprašanje za vse tri. A ste trenutno na vašem področju v stiku z umetno inteligenco in če, kako? Samo na kratko. Ja, torej v zdravstvu umetna inteligenca je že nekaj časa zvezda, prav tehnološka zvezda. Torej že lep čas se umetna inteligenca v zdravstvu uporablja naprimer pri prepoznavanju vzorcev. Tukaj je umetna inteligenca zelo dobra in zna odčitavati naprimer radiološko gradivo bolj zanesljivo kot šolan radiolog. In tukaj vidimo še zelo veliko
možnosti uporabe umetne inteligence, zato ker v zdravstvu obravnavamo neke ogromne količine podatkov, ki jih zna umetna inteligenca na drug način videti oziroma iz njih izluščiti tisto, kar človek morda ne vidi na prvi pogled. Hvala. Jaz pa relativno malo trenutno bolj je to za nas orodje, kakor pa da bi to vključevali v neke rešitve. Hvala. In Mojca? Na FRIU seveda imamo zelo močno raziskovalno skupino oziroma več skupin, ki delajo na področju umetne inteligence. Zdaj čist pred kratkim smo pridobili tudi en zelo velik projekt na področju jezikovnih tehnologij, ChatGPT vsi poznate, se pravi, tukaj gre za modele za slovenščino, ne za angleščino, kar je za Slovenijo še sploh pomembno. Ustanavljamo kompetenčni center za umetno inteligenco in imamo pač praktično skoraj vsak raziskovalni projekt, ki ga prijavljamo, se tako ali drugače tiče umetne inteligence. Bi pa mogoče sam še to komentirala, da to je sicer področje, ki je zdaj zelo popularizirano, je tudi pojem zelo zlorabljen, marsikdo ne ve, kaj je to umetna inteligenca, se reče vsaki malo bolj napredni statistiki že skoraj, ali pa se jo tlači tja, kjer jo v resnici ne rabimo. So pa še druga področja, ki so danes tudi zelo pomembna. Varnost je tamle zelo na majčkeno napisana, ampak je tudi izjemno pomembna, postaja vedno več napadov, vedno bolj moramo paziti, kaj delamo na internetu, kako zavarujemo svoje podatke. Vsak pozna koga, ki je že nasedel kakšnemu kibernetskemu napadu. Tako da tukaj bo treba bistveno več in raziskovalno in čisto uporabniško delati. Kvantno računalništvo recimo prihaja, to je tudi tako področje HPC, visoko zmogljivo računalništvo, umetna inteligenca ne more brez tega. Tako da ni to edino, je pa sam tisto, kar je najbolj popularizirano trenutno. Super, hvala za ta vpogled. Še en del imamo pripravljen za vas, tako da vas prosim za še malo sodelovanja s telefoni, a gremo lahko naprej. To je pa vprašanje oziroma odprto vprašanje za nadaljevanje našega pogovora. Zanima nas, s kakšnimi stereotipi in pomisleki glede študija ali pa dela v računalništvu si se že srečala? Iz vaših izkušenj, če seveda ste se že srečali s kakšnimi, če ne, lahko tudi to napišete, da ne, če ja, pa nas zelo zanima, s kakšnimi pomisleki ali stereotipi. Morda okolice, bližnjih, kogarkoli že. Tudi javnosti v končni fazi. Zdaj pa vidim, da potrebujete več časa za razmislek, kar mi je všeč. Aha. Nekaj odzivov se že pojavlja. Mansplaining. Mislim, da imajo kar podobne teme. Morda bi najprej Mojca prosil vas za komentar. Računalništvo je študij predvsem za fante. Ni. Če ne, tle ne bi bila polna soba, pa tle ne bi mi sedeli. Nam je narasel procent deklet, recimo na univerzitetnem študiju računalništva v zadnjih 5-6 let iz 5 do 7% na 22 do 25%. Vsako leto je malo več. Na univerzitetnem študiju, kjer zajemamo predvsem iz gimnazij, v gimnazijah pa vemo, da je nekako ravnotežena populacija. Upamo, da bomo še ta odstotek dvignili in ta dekleta dobro delajo na FRIU. Mislim, da kar skoraj polovica med vami je že študentk FRIA, niste vse dijakinje. Ja, dajte malo pokimati. Ja, a ne? No, evo, imamo primere tudi tukaj. Tako da to sploh ni res. Je pa to stereotip, ki je v glavah nekaterih ljudi, mogoče je tudi močen v glavah vaših staršev, ki so vseeno ena generacija nazaj, in še niso toliko v tem digitalnem okolju rasli in ga še ne dojemajo na tak način, kot današnje generacije. Drugače pa mogoče čisto kot anekdoto. Jaz sem generacija vaših staršev, moja sinova sta najbrž še malo starejša, kot ste vi.
Ko sem jaz bila v osnovni šoli, mislim, da je bilo v 5. razredu, sem bila na enem tekmovanju iz matematike, kjer me je pač tam slučajno ena novinarka našla in me je vprašala, kako gre to skupaj, matematika in punce. In se je meni zdelo brez veze, kaj me to sprašuje. Sem rekla, ja, isto kot matematika in fantje. In potem je bilo to po radiju na vseh postajah in mi je 100 ljudi rekla, wow, kako si dobro povedala. Ampak danes bi čisto isto rekla za računalništvo. Enako gre skupaj kot matematika pa fantje. Ne misliti, ne vas ne bo sram, da ste ženska, ne misliti, da imate kaj slabše možgane, ne misliti, da imate premalo predznanja, ker vas itak na fakulteti vse naučimo. Pa ne misliti, da fantje kaj boljši izpite delajo. Ravno en pogosta tema tudi je podcenjevanje znanja ali pa zmožnosti upravljanja študija. Mislim si, da je ta pomislek lahko prisoten pri obeh spolih, ampak morda je pri ženskah bolj poudarjen strani okolice zaradi kakšnih nesmiselnih dvomov. Najbrž je drugačna percepcija pri tistih, ki že itak pričakujejo, da bo ženskam spodletel in potem eni spodleti in rečejo, no vidiš, saj sem vedel. Ko pa fantu spodleti, pa rečejo, da je pa če enkrat, saj boš naredil. Ampak se pravim, ni najprej lepo rekla, pač ustrajajte, ne? Pa se vam zdi, naprimer, morda vprašanje za Nino, da se morate ves čas dokazovati, ali je to samo soočanje s posameznimi situacijami, s posameznimi v bistvu osebami? V splošnem ponavadi vedno, ko se pojavi pač neka nova populacija, ki bližnje dela s teboj, bi rekla. Pa mislim, da je to tako zelo taka kulturna stvar, ker naprimer pač jaz iz prejšnjega podjetja imam to izkušnjo, da smo veliko delali z svojimi srbske kolegi, ker A1 je tudi pač član skupine. In pri njih je tako populacija v IT-ju 50-50 in pač če si poslan tja in pa te prvič vidi v življenju, ne bo noben niti za trenutek podvomil, se bo čisto normalno pogovarjal s tabo, kakor s komorkoli drugem, ker pač jim je že številčno, jim je to popolnoma normalna stvar pač vsak dan. Medtem ko pri nas v večini primerov, ko pač prideš v neko novo družbo, v nek nov, ne vem, projekt, podjetje, kako greš delati z novimi zunanjimi izvajalci, kakorkoli si pogosto pač edina ženska v sobi. In enkrat, ko pač prebiješ ta let in pokažeš, od kod si in kaj tvoje znanje je, potem dalje ni problem. Mislim, jaz ne čutim pri vsakdanjem delu z ljudmi, ki jih poznam, ki že imajo izkušnje z mano, da bi kadarkoli podvomili. Pač sem ta začetni let je treba prebiti, ravno zaradi tega čistega samega predsotka v štartu. Ampak enkrat, ko pa začneš delati skupaj, ko pa vidijo, da se lahko zanesejo nate, nimam te izkušnje, da bi bil to nekaj, kar moraš konstantno še vedno obnavljati. Hvala. A se lahko sprehodimo samo še malo gor čez odgovore, da vidimo Eno zanimivo je, vsa so zanimiva, hvala za vaše vnose. En pomislek je bil tudi, lahko da je to delo za moške, ampak pomislek študija, kaj pa če se tekom študija ne bom dobro počutila, ker so v razredu sami moški. Simona, kakšna je vaša izkušnja študija, kakšna je bila ta razdelitev v razredu in je to vplivalo na proces, na počutje? Na vajah sem bila skoraj pri vseh predmetih edina punca, se pravi, to je bilo, ne vem, 30 pač študentov, pa jaz. In ja, ne vem, na trenutke je bilo malo neprijetno, še posebej tako, ko moraš iti tam pred tablo, pa pol vsi tam pričakujejo, da ne boš znala tistega, ki je na tabli zarešiti ali pa kaj tazga, ali pa se vsaj ti tako počutiš. Ja, ne vem, jaz sem dobivala take občutke, mogoče, ali pa kakšne komentarje sem pa kaj, ampak ne vem, na neki točki sem se pač odločila, da me to ne bo neki ful ganilo, da je to njihov problem, če imajo te predsodke in da jaz bom pač jaz. Kako je potem lahko povezovanje, recimo prav žensk v računalništvu ali pa celo na fakulteti, bolje vpliva na to počutje? Ja, jaz sem opazila, da glih ta preskok v samozavesti se je zgodil, ko sem se začela družiti še z drugimi sošolkami na faksu, ker smo se pač o tem pogovarjale in sem videla, da nimam jaz takih izkušenj ali pa občutkov
In pol mi je bilo veliko lažje in smo se ena drugo spodbujali potem in iz tega je bilo potlej ta samozavest je zrasla v meni, glih iz tega, da se spodbujamo med sabo in povezujemo med sabo. Mojca, lahko vas vprašam, kakšno pa je trenutno, a imate slučajno vpogled, kakšna pa je trenutna zastopanost spolov na programih? Na računalništvo informatika za univerzitetni študij sem že povedala. Strokovni študij, ki zajema v glavnem iz strokovnih šol, tam je manj deklet, ker pa že v srednjih računalniških šolah prevladujejo fantje, in potem enostavno ni populacije, iz katere bi mi več deklet privabili. Se pa trudimo zelo s promocijo, da bi jih še več pridobili. Na IŠRM, se pravi interdisciplinarni študij matematika, računalništvo, tam je polovico deklet. Upravna informatika, se pravi to je skupaj s fakulteto za upravo, tam mislim, da je več kot polovico deklet, ne vem čisto točno iz glave, ampak tam je najvišje razmerje. Potem imamo bioinformatiko, tudi tam je več deklet, na kognitivni znanosti jih je tudi več, to so zdaj višje, niso več prvostopenjski. Na multimedijih je tudi približno polovico. Samo upomnite me, za študij računalništva in informatike pa ste rekli okrog 30%? Zdaj je zadnje leto, mislim, da je bilo 23. Aha, 23. Za letos pa ne vem, Miha, mogoče veš za letos. Mislim, da še nismo imeli te statistike, ker je vpis še poteka. No? Sej, da nas ne boste razumeli narobe, jaz mislim, da te številke rastejo iz leta v leto, in da to gotovo ni, po mojem, ne bi smel biti pomislek, ki vpliva na odločitev študija. Jaz mislim, da se morate, to je moje laično mnenje, najprej ozreti vase in v svoje ambicije, v svoje želje, potem pa lahko najdete načine, kako v bistvu naredimo vsi skupaj boljše okolje. Jaz kot predstavnik moškega spola na tej okrogli mizi mislim, da je v resnici odgovornost za dobro okolje, za dober razred, odgovornost celotnega razreda. In prav s pogovorom, pa z odpiranjem teh tem, lahko potem vsi skupaj ustvarimo boljši študij. To je moje mnenje, je pa res, da ne poznam toliko področja. Mogoče bi še to rada komentirala, da vsaka generacija pripomore še spet k naslednji. Absolutno, ja, sigurno. Rada bi še to komentirala, to, kar je Simona rekla, je gotovo res. So taki primeri, ko se počutiš slabo, ampak mislim, da tako med fakultetami, če gledam znotraj univerze, smo pa zelo v redu. Fantje so veseli, če imajo še kakšno dekle zraven, jih kar malo crkljajo včasih, tudi v večini radi pomagajo in tudi moram reči, da nimamo kakšnih takih primerov nadlegovanja ali pa kakšnih takih, bi rekla, incidentov, ko je treba kakšne postopke sprožiti, česar je na drugih fakultetah res vsako leto več, no pri nas je pa kar mir glede tega. Tako da vsaj to moram reči, da računalničarji se lepo obnašajo. Hvala. Hajdi, prej ste nam zaupali, da imate 2 sinova, ki pa se nista odločila za študij računalništva in informatike. Kaj pa, če bi imeli hčerko, ki bi razmišljala o tem študiju, ampak bi bil njen glavni pomislek prav, naprimer, zadržek glede zastopanosti ali pa tega, da bi bila v manjšini ali pa odnosa drugih do nje. Kaj bi svetovali v tem primeru? Torej, vsekakor bi svetovala najprej naj zelo dobro premisli, kaj pravzaprav ona želi. Torej, kaj si ti sama želiš kot dekle, kot mlada ženska, kaj želiš v življenju. Mene je konkretno v računalništvo pritegnila ravno ta ogromna izbira možnosti, torej da ti je cel svet odprt, da so ti vsa področja odprta. To me je strašno pritegnilo in na ta način bi svetovala tudi svojemu otroku. Torej, najprej se vprašaj sama, kaj ti želiš, potem si pa postavi cilje in poišči poti, kako boš do teh ciljev prišla, tako kot vse drugo. Kako pa se vam zdi, da se bo področje računalništva in informatike še razvijalo, naprimer v naslednjih 5, 10, 15 letih, 20? Jaz bi se najprej malo zazrla v preteklost. Torej, ne vem, če se tukaj vsi zavedamo, ampak je bilo računalništvo zgodovinsko ženski poklic. Kar je zelo smešno danes slišati, to so tedanje punce tipkarice, tajnice, administratorke,
ki so potem delale na vnosu podatkov in so bile prve računalne črke v resnici. In je bil to tako manj vreden ženski poklic. Šele kasneje je to postal ekskluzivno moški poklic. Tako da vidimo kar naprej ena nihanja tukaj, nihanja v neki percepciji tega poklica, a je to moško, a je to žensko. Ne, to je za vsakega je to poklic, ne za vsakega, ki ga to pritegne. Tako da spraševali ste o razvoju. Jaz mislim, da bo vedno malo teh nihanj v interesu, ampak jaz tukaj sploh ni dvoma, da vsaka oseba tukaj prisotna ne bi bila sposobna nadaljevati v tem poklicu. Tukaj bi pa še dodala eno tako zanimivost, ki mi je padla v oči. Ne vem, če ste kdaj gledali tisto serijo X-Files, mogoče starejša generacija malo pozna. Torej v X-Files je glavno vlogo igra igralka Gillian Anderson, ki igra znanstvenico Dano Scully in so zaznali zelo velik interes za znanost in tehnične študije pri dekletih, ki so gledale to serijo. In temu pojavu se reče Scully efekt. Tako da meni se to zdi zelo simpatično, ne? Kako neki trenutni trendi, modni, medijski lahko vplivajo na našo percepcijo. Pa v resnici lahko razmišljamo tudi ožje. Tudi ljudje iz naše okolice lahko vplivajo na nas in tudi lahko podobno vplivate na druge. Ne? Se pravi, morda so to mlajši, morda so to starejši in v bistvu skupaj tudi lahko spremenimo to, kakršnekoli stereotipe že. Ne? Super. Dajmo za konec pogledati še možnost priprave pa razvoja kariere. Čim bolj konkretno, Simona, kaj bi vi svetovali recimo mladim, ki so na položaju, ko se odločajo za študij ali pa celo že študirajo, kako se zdaj v času študija najbolje pripraviti na kariero, kaj vse so še lahko koristna orodja, kaj vse lahko naredim za to? Konkretno za računalništvo govorimo? Ja. Če se odločate za študij računalništva, vam priporočam, da naredite svojo raziskavo, ChatGPT in vse ostalo, ampak v zmernih količinah, ne, da bomo trajnostni. Ne, se shecam. Raziščite področja, ki vas zanimajo in si naredite primerjavo plusov, minusov in tako naprej in potem se odločite na podlagi vaših osebnih zanimanj, ne zanimanj okolice ali pa prijateljca ali pa kogarkoli. Če že študirate in bi se rade pripravljali na kariero, vam svetujem, da se vključujete različnih dodatnih dejavnosti, hekatoni ali pa kakšnih klubov, kakšnih organizacij, kjer boste dobila še neko dodatna znanja, ne samo računalniška, ampak tudi mehke veščine ali pa poslovne veščine ali pa karkoli. In na tak način boste tudi spoznali veliko ljudi, kar vam bo tudi vnaprej pomagali, ko bodo tisti ljudje že nekje delali, pa boste vi hoteli tudi tam delati, pa boste imeli neposredno povezavo s tistim podjetjem, ker tista oseba, ki jo poznate, že tam dela in vam bo to lažje. In tako naprej. No. Super, hvala. Mojca, kot dekanja, kaj bi svetovali študentkam, kako lahko čim bolje izkoristijo študij tu? Jaz mislim, da najprej je treba izkoristiti vse znanje, ki ga imate tukaj na razpolago, kar pomeni študirati po možnosti v rokih pa sproti, zaradi tega, ker potem ti največ ostane, najlažje tudi izpite delaš, pa v bistvu pomoč asistente, profesorje lahko dobiš takrat, ko je ena vsebina aktualna. Vključujte se v laboratorije, ne vas biti strah potrkati pa reči, če bi lahko prek študentskega servisa delala, mogoče kaj sprogramirala, se v kakšen projekt vključila. Fajn je itak zmeri malo zraven zaslužiti, fajn je tudi dobiti občutek, kako tisto znanje, ki ga dobiš teoretično, dejansko nekam v prakso daš in kako to pol izgleda. Tudi malo spoznaš raziskovalno delo, če vas potem raziskovalna kariera potegne, vsekakor pa malo izkušenj dobiš. Tako da to se mi zdi najbolj pomembno. Zdaj, kar je mogoče slaba praksa, je še vedno študentsko delo izven frija v kakšnih podjetjih, ki vztrajajo, da imate, vsaj 100 ur na mesec, pa potem ni časa študirati.
Marsikdo ne konča študija zaradi tega, ker je preveč tega dela. To je škoda, ker še vseeno študij je fajn končati, če ste se že upisali, je fajn, da tudi do konca pridete, da imate en, bi rekla, zaokrožen spekter znanj, da imate tudi listino konc koncev, tudi če mogoče mislite, da brez nje čisto dobro shajate, ampak slej ko prej se pokaže, da to ni res. Tako da to se mi zdi, to je pač z vidika dekanje, z vidika tega, ko spremljamo, delamo statistike uspeha študentov. Ni to važno, imate vi 10 ali 9 ali 8, ampak važno je, da vztrajate, da greste skozi. Tudi družba vas potegne, sošolci, sošolke vas potegnejo, skupaj se učite, koga kaj vprašate. Če pa to zamudite, ven padete iz svoje generacije, pa potem težje, če morate sami čez par leti tu vse skozi to še enkrat. Hvala. Nina, če bi sebe srečali v prvem letniku, a bi si dali kak moder nasvet? Pa ne vem, če jaz moram priznati, da tako obdobje, ko sem bila na FRIU, je bilo eno najboljših v mojem življenju. Zato tudi vsakeč se odzovem na povabilo, vedno rada pridem nazaj na svoj faks. Ravno prej sem tako slikala tole, pa sem poslala svojemu domov, da sem doma. Tako da ne vem, če bi kaj spremenila ali pa če sem kaj spoznala po poti, da bi sebi v prvem letniku svetovala, da bi naredila drugače. Bi se pa rada navezala na gospod dekanjo. Jaz sem to naredila, da sem delala na fakulteti v laboratoriju in to je bilo zelo priročno zaradi tega, ker ravno tako, kot je rekla, pač, ker je tukaj na voljo, imaš luknjo v urniku, pa gaš lahko za 2 uri delati, niti treba nekam iti ali pa biti od doma ali pa nekam se zapreti, pa še vedno lahko dovolj ur vključiš, da je to nek tak bolj meaningful, kako se reče po slovensko, povem, pač, da lahko nekaj dejansko prispevaš, da ne greš delati nekam za urco 2, pač je lažje to usklajevati, no. Čeprav sem delala pač tudi izven fakultete v času študija, ampak mi še nismo imeli bolonca pa obveznih prisotnosti pa tako naprej, tako da za nas je bilo lažje in za vašo generacijo mislim, da to res dejansko pač zelo dobra opcija. Kar se pa diplome tiče, pa lahko kot človek, ki je marsikoga že zaposlil, lahko vam povem, ne, pač sploh na tem področju, zaradi tega, ker se veliko znanj pridobiva zunaj, diploma ni ključna, ampak vsaj jaz sem vsakeč vedno pogledala tudi na to, če nekdo to zaključil, ker če si tik pred koncem, pa si dejansko pridobil vse to znanje, pa ti manjka čist nekaj malega na koncu, ne bo zdaj nekaj v tem znanju, neka bistvena luknja, ki bi nek zaposlovalec rabil. Ampak če pridete dejansko do konca, če ne drugega pokažete, da ste pri nečemu vztrajali res do konca in tisto, s čimer ste se zavezali, nekaj začeli, dejansko izpeljali. To pa je ena stvar, ki je dejansko pomembna. Super, hvala. Nekaj vprašanj imamo še, ki ste nam jih poslali, vi pa mislim, da lahko z njimi zaključimo. Tole bom zastavil kar Heidi. Kakšne izzive ste morali premagati kot ženska na višjih oziroma vodilnih položajih? Ja, to je zelo dobro vprašanje, zato ker meni se ne zdi, da sem sploh kakšne izzive premagovala. Najbrž sem, seveda sem, ampak za mene je torej kar se tiče mojega spola, nisem imela nikoli občutka, da me moj spol ovira na moji poklicni poti. Ne prej, ne sedaj. Torej, za mene je bilo vedno ključno, da jaz dajem vse, kar je možno, torej da dajem od sebe vse, kar je možno in da sem sama pri sebi prepričana, da sem res naredila vse, kar je možno. Čez to pa ne moreš, ne? Torej obstajajo neki faktorji, na katere ne moreš vplivati. Če pa ti pri sebi narediš tisto, kar je za sebe, kar je možno, potem si lahko zadovoljen. Tako da jaz sem vedno razmišljala na ta način in se nisem nikoli obremenjevala s tem, zdaj ne bom predstojnica, ker sem ženska, pa ne bom skrbnica rešitev, ker sem ženska. Ne, sploh ne. Tako da žal tukaj sem morda slab primer, ker nisem imela teh težav. Sem imela pa druge izzive, torej nevezano na spol. Torej tisti, ki ste starejša generacija, se boste morda spomnili, da včasih sploh nismo prišli do računalnikov. Računalnikov ni bilo za kupiti, ni bilo za dobiti.
in smo se, ne vem, na vse možne načine smo nekako do teh računalnikov prišli, dobesedno smo jih tihotapili čez mejo, to si zdaj smešno, ampak res smo to počeli, smo tihotapili čez mejo računalnike v kosih in sem jaz potem sama lastnoročno sestavila svoj računalnik iz teh pretihotapljenih kosov. To je serija, ki jo bodo zdaj gledali mladi. Jaz bi takoj gledal Heidi, kako tihotapi računalnik in ga sestavlja potem v laboratoriju, to bi bil hit. Ma doma v svoji sobi, ne? Ja. Ja, no to hočem reči, ne, to so taki izzivi, ki so danes nepredstavljivi, nepredstavljivi, res. In to, da si imel računalnik, to si bil car, to je bilo nemogoče, res. Super, hvala. Še nekaj vprašanj imam, pa mislim, da jih lahko odgovorimo na kratko, ker so, niso preprosta, zanimiva so. Morda naredimo kar takle krog, da bo lažje z mikrofonom, se pravi, Simona, se vam zdi, da je ženskam dovoljeno biti ženstvene ali se pričakuje, da bomo podobne moškim, tako v karakterju kot izgledu? Kaj pa vem? Jaz bi rekla, da s klubom Ada predvsem sem imela to možnost poznati res ogromno enih žensk na področju računalništva, vseh, ne vem, kako se reče, v narekovajih oblik in tako. Ene tako ultra ženstvene, ene tako malo manj. Jaz ne bi rekla, da se moramo omejevati samo zato, ker delamo ta poklic. Tudi ne, kar se tiče hobijev, zanimanj, izgleda, karkoli. Bodimo to, kar smo in je to dovolj. Tako da, ja, ne bi rekla, da moramo biti manj ženstvene, da pašemo noter. Super, hvala. Heidi, ali je delo v računalništvu naporno z vidika stalnega strmenja v ekrane, zaslone, ali lahko službe razgibamo? Ja, zagotovo je to strmenje v zaslon škodljivo. Jaz sem si med covidom čisto pokvarila oči, to lahko res lahko pričam osebno, zato ker sem gledala z očali v zaslon prenosnika, ker smo takrat si delali od doma in sem tukaj gledala tisti prenosnik, da sem si kar malo pokvarila oči in prej sem lahko nosila leče, zdaj pa ne morem več. Kar pa lahko sami naredimo za svoje zdravje, so majhne stvari vsak dan pomagajo. Torej, morda si mislimo, da nimamo časa za zdravo življenje, za razgibavanje, za rekreacijo. Jaz povem, da imamo pri nas v službi en zelo simpatičen ukrep, imenuje se aktivni odmor, kjer vsak dan imamo prek YouTubea vodeno vadbo, 15 minut in lahko se pridružiš ali pa kadar hočeš, lahko tudi za nazaj in nas zbere par sodelavcev in sodelavk v sejni sobi in skupaj telovadimo 15 minut. Ja, to je super praksa. Hvala. Gremo naprej. Eno sem imel še tule. Ali delodajalci po vaših izkušnjah ponujajo dodatna izobraževanja, nadgradnjo kompetenc in znanj, glede na to, da je področje takšno, ki se zelo spreminja? Zelo različno. Tako da to je definitivno, prej smo imeli debato o neprimernih vprašanjih na razgovorih in tako naprej. Ravno zato, ker je pač tak širok nabor možnosti, dajte tudi pač take stvari vprašati in se pozanimati glede njih, ker izobraževanje veliko, pa tudi, ne vem, tudi stvari, ki niso izobraževanja, razne, ne vem, udeležbe na konferencah in tako naprej, kjer se pač malo se pridobiva znanja, malo se pač vidi tudi, kaj nas čaka v prihodnosti pa tako dalje. Malo je pa tudi to ena taka motivacijska stvar, ko človeku malo prinese nekega novega zagona, tudi če tega potem ne porabljamo pri vsakodnevnem delu. Tako da to koliko delodajalec vlaga v vaše nadaljnje izobraževanje, je definitivno tudi en pomemben faktor za ga upoštevati. In pa še to bi dodala tukaj, ker smo prej debatirali o tem, kako izbrati sploh področje pa tako dalje. Če se pojavi neka dobra priložnost, pa se nam zdi nekaj zanimivo, pač dajte jo zagrabiti takrat, ko je, pa iti v to. Če se izkaže potem kasneje, da to ni ravno področje, ki je vam pisano na kožo, še vedno, ko pridete iz faksa, se vam zdi, kot da se morate odločiti, pa da to zdaj, ne vem,
vas bo zapečatilo celotno usodo in usmerilo kariero v neko specifično smer, ampak že Simona je zamenjala zdaj, pa je še zelo mlada, svojo usmeritev in kariera traja 30-40 let, lahko se še 15krat premislite po poti, nikjer ni ovira, da bi zdaj to bila tista zadnja stvar in edino področje, s katerim se boste ukvarjali. Vedno je še čas in za odkrivati nova in za odkrivati. Sicer se konec koncev, tudi če se odločite pravilno, prvi trenutek se lahko ta stvar čez 5, 10, 15 let kadarkoli spremeni in vedno je dovolj časa, če imate ta zagon in željo po učenju, da osvojite nekaj novega. Super, hvala. Še vprašanje za Mojco. Kakšna je zaposljivost v tujini v vodilnih tehnoloških podjetjih? Ali so kakšni bivši študentje, ki so v tujini uspešni? Ja, so, seveda, imamo jih, ne vem, na Googlu, na Facebooku, na Intlu, ne vem, vsaj neki teh imen naštejem, marsikje jih imamo res. Iz FRIA pridejo študenti res z zelo visokim nivojem znanja. Tudi če primerjamo z boljšimi, recimo evropskimi univerzami, s katerimi imamo Erasmus izmenjave, praviloma naši študenti zelo dobro delajo, kamorkoli grejo, včasih celo pridejo nazaj pa rečejo, da je bilo čisto enostavno, da smo pri nas bolj zahtevni, tako da smo kar ponosni pol. Tako da ja, imate praktično vsa vrata odprta, čeprav jaz upam, da boste ostali v Sloveniji. Lahko pa se slej ko prej potem vrnejo ali pa zamenjajo. Ali pa pri nas kakšno podružnico ustanovimo. Ali pa kakšnega velikana globalnega. Ja, tudi te primere že imamo, ne? Podjetji, ki so uspešni na tehnološkem področju. Bi se zadržal še pri vas. Imamo še 3 vprašanja, pa se mi zdi škoda, da jih ne bi zastavili, ker je super, da ste jih poslali. Mojca, kaj menite, zakaj je v drugih državah, kot sta Srbija in Makedonija, na univerzitetnem študiju razmerje bližje 50-50, v Sloveniji pa je drugače? Kje je ta razlika? Jaz sem v tem kar nekaj brala, tudi tako da razmerje, tako kot je pri nas, je bolj ali manj v celi zahodni Evropi. Nismo niti slabši, niti boljši. Se pravi, v razvitih državah, ki imajo dosti visok standard, tukaj pa še zraven na področju informatike očitno, so približno take razmerja. V bistvu za vse tehnične poklice zanimanje upada, 20-30 let nazaj je bilo boljše. Približno enakomerno razmerje je pa v manj razvitih državah z nižjim standardom. Srbija bi tudi tja pasala, muslimanske države, recimo Rusija, ne, tudi. Tam imajo pa razmerje približno pol-pol. In seveda čist jasno ni zakaj, ampak tam, ko so ženske nekako bolj zatirane, recimo, ne vem, v kakšnem Iranu, recimo, ne, tam lahko se nekako osvobodijo, če pridejo do poklica, ki je zelo cenjen. Nekako taka logika je v zadnji. Se pravi, računalništvo je deficitaren poklic, moški ne napolnijo vseh mest, ki so na razpolago in ženska tam ima prostor, čeprav jo malo po stran gledajo, vseeno ima prostor, da se razvije in kot potem strokovnjakinja je cenjena. Nekako taka logika je v zadnji. Bo morda v Sloveniji drugačno, kakšno vlogo je igrala tudi uvedba predmeta računalništva in informatike oziroma več računalništva in informatike v šole? Sigurno, zdaj, če ste mogoče slišali, je v letošnjem letu Ministrstvo za šolstvo sprejelo eno novo priporočilo, da se obvezen predmet uvede, mislim, da v 3 razrede osnovne šole, pa 3 ali celo vse 4 v gimnazije. Tega smo zelo veseli. Imamo na fakulteti tudi trenutno 2 velika projekta na temo izobraževanja učiteljev, ker to je velik problem. Učitelji, redko kdo ima prav izobrazbo iz računalništva, so bolj matematiki ali pa kakšna druga tehnika, ne. Plus niso najboljši, ker tisti, ki so bolj sposobni, bolj v gospodarstvo bežijo, ker imajo tam pač boljše plače, več izzivov, kot pa delajo srednješolci. Žal tako je pri nas, ne. Tako da je treba zelo veliko z učitelji delati, da bojo te predmeti tudi dali tisti učinek, ki ga želimo. Vsekakor pa mislimo, da bo bistveno boljši vpis, pa ne samo dekleta, ne, tudi fantje, ker bodo bolj poznali področje, da bojo bolj s pravimi pričakovanji prišli na študij in upamo, da bo potem manj usipa, ker usipa imamo pa še vedno zelo veliko. V prvem letniku jih komaj dobra polovica naredi. Hvala. V bistvu, dajmo še ta 3 vprašanja, mislim, da lahko gremo kratko čez njih. Nina, ali je po vaših izkušnjah tudi v računalništvu razlika med plačami žensk in moških? Ne, to pa ne bi rekla. Mislim, da v sami ponujeni plači nekako delodajalci imajo nek
predviden budžet ponavadi za določena delovna mesta, ampak nekateri imajo to bolj kot zelo točno določeno, nekateri imajo večji razpon, tako da bi delali konkretno, mislim, da bi se, ne vem, da bi bili pripravljeni manj ponuditi ženski, kakor moškemu, jaz te izkušnje nimam iskreno. Verjamem pa, da smo ženske v splošnem slabše v pogajanju, to smo imeli prej debato o teh mehkih veščinah in tako naprej. Manj si upamo zahtevati ali pač smo bolj tihe na tem področju, tako da to je definitivno ena stvar, na kateri treba delati, torej pač ne samo te tehnične veščine, ampak tudi razne, ne vem, vodstvene pogajalske sposobnosti in tako naprej, kjer potem lahko pride tudi pač do teh razlik. Ampak ne spolom v smislu iz strani delodajalca, to pa mislim, da v Sloveniji mislim, da nimamo teh težav. Splošno ženske zasedajo manj višjih mest, ki so boljše plačane. Povprečje nižje. Se pravi, Mojca je dodala, da ženske v splošnem zasedajo manj vodstvenih mest, ki so bolj plačana, zato je tudi povprečje lahko nižje. Samo dodajam za posnetek. Potem pa, Heidi, sicer ste že govorili o tem, ampak mogoče pa je dobro, da to, glede na to, da ste omenili, zdaj še zaključimo. Ali je v vaši službi možno organizirati delo tako, da 8 ur na dan posveti službi, ostanek pa si nedosegljiv? A lahko ta del izklopiš? Lahko. Nekateri sodelavci lepo delajo na ta način, torej mi spodbujamo v bistvu to, da delaš samo v delovnem času in da izven delovnega časa ne pričakujemo, da je nekdo dosegljiv ali da mora ves čas spremljati elektronsko pošto. Je pa res, da vodstveni kader pa vseeno razmišljam mogoče malo širše. Skratka, če bo našega direktorja ali direktorico poklical minister v nedeljo zvečer, mu ne bo rekel, poslušajte, zdaj pa ne moremo. Ne? Tako da ja, recimo, da mogoče vodstveni kader ima tukaj več nekako širine oziroma izven delovnega časa, mora biti tudi kdaj na voljo. Večinoma pa delamo za to oziroma si prizadevamo, da izven delovnega časa sodelavci ne rabijo se ukvarjati za službo. Super, v pravici do odklopa še dalje več govorimo in prav je tako. Še zadnje vprašanje za Simono. Tudi o tem smo že govorili, pa morda je fino, da to še naslovimo s tem vprašanjem. Imate občutek, da ste morali kot ženska delati veliko več, da ste se dokazali na svojem delovnem mestu? Niti ne. Se mi zdi, da tako, kar na faksu, recimo, jaz od asistentov ali pa od profesorjev nisem nikoli dobila občutek, da bi me drugače obravnavali. Tudi potem, ko sem bila zaposlena ali pa tekom kariere, nisem imela takih občutkov, da zaradi tega, ker sem pa jaz ženska, da se moram pa zaradi tega bolj dokazovati kot ostali. Tako da mislim, da je tudi Nina še govorila o tem, da na koncu vedno pridemo do znanja, pa do veščine, pa do naše sposobnosti, ki jo vedno lahko seveda nadgradimo, ampak je močna ravno zato, ker ste strokovnjaki na svojem področju, ki se ga lotite. Hvala vam. Na tej točki bom zaustavil slajdo, čeprav imamo morda še 2 vprašanji, ampak predlagam, da jih zastavite tudi zunaj na pogostitvi. Ena majhna pogostitev je pripravljena, da se še malo zadržite tam, če želite. Naše druženje pa bi zaključili še z enim presenečenjem, to je pa preverjanje znanja. Oziroma kviz, v katerem vam ponujemo kar precej nagrad Fakultete za računalništvo in informatiko. Zahvala, da ste bili z nami in za lep zaključek vas spet vabim na digitalno družbo. Mislim, da imamo pripravljena 4 ali pa 5 vprašanj, ni jih veliko, niso zahtevna, so pa zabavna. In ko boste pripravljeni, bomo začeli. Spet velja enako, lahko skenirate QR kodo, če to ne deluje, imate gor menti.com ter drugo kodo, tokrat brez poštnih številk spet. Aha, 29 vas je že tu. 30, všečko je 30, morda vas je že več. Ko pridejo všečki do 40, bomo začeli. Ok. Dobro, potem pa začnimo
s prvim vprašanjem. Malo bom še počakal, ker sem videl, da je bilo 40 udeležencev, 41, 42, a lahko pridemo do 55, 45? Obala, ne, vse v redu. Pa res, torej začnimo. Z 42 udeleženkami, katera izmed naštetih žensk je znana kot prva programska inženirka? A je to Ada Lovelace, Grace Hopper, Hedy Lamarr ali Margaret Thatcher? Dobro razmislite, googlanje ne velja, ChatGPT tudi ne. Velja pa posvetovanje. Aha, skoraj 40 vas je že odgovorilo. Vsak čas bomo videli tudi, kako smo na magični številki in celo imam občutek, da je to tudi končna številka. Ja, je. Bravo. Kar nekaj vas je odgovorilo pravilno, pravi odgovor je torej Ada Lovelace, angleška matematičarka in pisateljica, predvsem znana po opisu algoritmov za izračune iz načrtov za analitični stroj, ki velja za opis prvega računalnika na svetu. Zaradi tega se Ada Lovelace pogosto omenja kot prvo programerko na svetu. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Aha, imamo celo vodilna mesta glede na hitrost odgovora. Tudi ta šteje. Naslednje vprašanje pa se glasi takole. Kolikšen odstotek globalnih delovnih mest na področju STEM trenutno zasedajo ženske? Morda ga lahko ocenite glede na vse, kar smo slišali. Gremo naprej. Mislim, da gremo lahko naprej. Ja? Aha, drugo vprašanje. Jaz sem vam ga že zastavil, se pravi, ugibali bomo o odstotku zastopanosti žensk na globalnih delovnih mestih na področju STEM. Tako? Kviz vas opozarja, look at your device. 3 možnosti imate, 15, 33, 29 ali 5. Torej, A 15, B 33, C 29 ali D 5. Mimo grede, statistično gledano je najpogostejši odgovor, pravilen odgovor C in tudi tokrat je tako. 23 vas je ugotovilo pravilno. Trenutno ženske zasedajo približno 29% vseh globalnih delovnih mest na področju STEM. Čeprav ženske predstavljajo skoraj polovico zaposlenih v ne-STEM poklicih, 49,3%, so v STEM delovni sili še vedno manj zastopane. Kljub temu pa je potreba po nadaljnjih prizadevanjih za spodbujanje vključevanja žensk v STEM velika, saj so ta delovna mesta dobro plačana in bodo v prihodnosti še pridobivala na pomenu. Dobro vam gre, zelo dobro. Poglejmo, kako se izračunavajo vodstvo, kako se izračunava vodstvo. Jaz te matematike ne razumem, ampak zaupam Mentimetru. Naslednje vprašanje je vprašanje z računalniške varnosti. Kdo je ustvaril prvi računalniški virus? Vsak čas bomo videli kandidate, ki smo jih navedli za to dejanje. Torej, kdo je ustvaril prvi računalniški virus? A je bil to Tim Berners-Lee, a je bil to Robert Morris, a je bil to Bill Gates ali Alan Turing? Še enkrat povem, statistično gledano je največkrat pravilni odgovor C, ampak jaz si ne bi verjel, ker lahko tudi zavajam. In statistično gledano voditelji kvizov veliko krat zavajajo. Vsi ste glasovali, poglejmo kako. Bravo! Spet ste v večini odgovorili pravilno, samo ena oseba je Billu Gatesu naprtila to dejanje. Sicer pa ste pravilno izbrali Roberta Morrisa. Robert Tappan Morris, rojen 1965, je ameriški računalničar in podjetnik in najbolj znan je po ustvarjanju črva Morris leta 1988, ki velja za prvega računalniškega črva na internetu. Zaradi napake v kodi je ta črv povzročil veliko več škode, kot je bilo predvideno. Programiran je bil namreč tako, da se je kopiral na druge računalnike in se 14% časa ponovno kopiral, tudi če je bil že prisoten, kar je povzročilo štalo. Tukaj piše nadaljše preobremenitev sistemov in upočasnitev ali celo sesutje računalnikov. Gremo naprej na prenosne računalnike. Še prej si pogledamo, VoteGoat je izgubila vodstvo, se mi zdi, Barb jo je prehitela. Poglejmo, če bo pri tretjem vprašanju kako drugače. Četrto vprašanje je, kateri je bil prvi prenosni računalnik na svetu?
Vsak čas bomo videli možnosti, 4 bodo za prvi prenosni računalnik na svetu. A je bil to IBM ThinkPad, a je bil to Apple Macintosh Portable, a je bil to Osborne One oziroma Osborne 1 ali Compaq Portable. Kateri od njih je bil prvi prenosni računalnik na svetu? Hitro ste glasovali. Aha, zanimivo. Tukaj pa smo se porazdelili skoraj enako. 10 vas je odgovorilo pravilno za Osborne One. Mimo grede, ta Osborne One je bil na policah leta 1981, ustvaril ga je Adam Osborne in ta računalnik je tehtal 11 kg in potreboval je priklop na elektriko. Bil pa je prenosni. Osborne One je gotovo zasukal razporeditev, ja, močno. Vote Goat je spet v ospredju, Ronald je sicer konkurenca Vote Goat. A ne, ja, ok, Barb, Ronald in Vote Goat, Urška, Ashley, Agent, Kathy, Nikolas, ste zelo blizu, tako da bo to vprašanje odločilno. Zadnje vprašanje se glasi tako. Kateri programski jezik je najpogosteje uporabljen za razvoj spletnih strani? Imamo 4 možnosti. A je to programski jezik Python, a sta to HTML in CSS, a je to Java ali pa je to C++. Wow, ste že skoraj vse ste že odgovorile, mislim, da zdaj pa vse ne. 42, 43? Ne. Bravo, tukaj pa ste suvereno poiskali pravilni odgovor. Prava rešitev je HTML in CSS, to sta najpogosteje uporabljena jezika pri razvoju spletnih strani. HTML se uporablja za ustvarjanje strukture in vsebine, CSS pa je slogovni jezik, ki omogoča oblikovanje in urejanje videza spletne strani. S tem smo prišli do konca kviza, zdaj pa poglejmo, kdo si je nadel kateri vzdevek. Čas je, da razkrijemo zmagovalke. Napeto, kar jaz sem živčen. Na prvem mestu je torej Ronald s 3718 točkami, jaz se nam lahko razkrije. Sti Ronald, pridi gor, prosim, čestitke. Ker si odgovarjala najbolje, imaš privilegij, čestitamo, za izbor nagrade. Tukaj imamo kar nekaj majic fakultete, žogic, stresnih žogic, skodelic in USB ključkov. Tega se sicer nismo dogovorili, ampak lahko si izbereš karkoli želiš. Celo igralne karte so tu. A zdaj pa mora dlje časa razmišljati, pa si bila najhitrejša pri kvizu. Kaj si izbrala, skodelico? Dajmo en aplavz za Ronald. Bravo. Drugo mesto je zasedla Barb. A se bo javila? Ja, Barb. Pridi gor, oziroma dol. Čestitke, en aplavz za Barb. Tudi ti si lahko izbereš karkoli želiš. Odločila si se za USB ključek, dobro, dobro. Tretje mesto je zasedla Urška. Urška, en aplavz za Urško. Čestitke. Lahko se sprehodiš do mize z nagradami. Zdaj bom pa povabil na oder še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vseh 7 ostalih, ki ste bili na prvih 10 mestih, torej Vote Goat, Kathy, Ashley, Croc, Nini, Ambriel in Metal. Kar pogumno gor. Zaupamo vam, da ste s pravimi uporabniški imeni. Lahko se sprehodite do mize z nagradami. Tako, jaz bom pa pogledal, če imamo slučajno še koga, ki je zastavil vprašanje z vzdevkom, ne, če ne bi nagradili še to. Miha, zdaj pa boš ti povedal, s preostalimi nagradami lahko še kaj naredimo? Lahko? Odlično. Potem bom pa, takole naredil, če lahko. To so relativno varne stvari, če letijo po zraku. Jaz bom prosil za eno naključno razdelitev, da zaključimo tole. A lahko vsaka od udeleženk, prosim, da tole enakomerno razporedi po dvorani, tako da bo letelo po zraku. Če se le da, tako da ne boste videli kam, ne, lahko tudi gledate, kam gre.
Obmetavati bodoče računalničarke, to pa je res. Lahko tudi kdo dvigne roko, če želi povečati svoje možnosti, da dobi majico? Aha. Wow. Hudo. Jaz bom za zaključek še en frisbee vrgotel. Ojoj, to pa leti veliko bolj, kot sem pričakoval. Dober frisbee je. V redu, mislim, da smo razdelili skoraj vse, kar imamo. Če pa kdo želi še kakšno žogico za lajšanje stresa, pa je tam, lahko si jo vzame. Najlepša hvala za pozornost. Opala. Hvala za vaše vprašanja in za vašo družbo. Vsem sogovornicam hvala za vaše vpoglede in razmišljanja. Upam, da smo vas danes navdušili za kaj, opogumili za kaj in da vam pokazali lepo prihodnost, ki je gotovo pred vami. Hvala.